V Quickiejih bomo govorili o prijateljskih in ne tako prijateljskih razmerjih med ljudmi. Opozorilo za vse slovenofile in slengofobe, ker precej izrazov ima svoj izvor v tujih jezikih, natančneje v angleščini, srbščini in internetščini. Začnimo z razmerji, ki preraščajo meje povprečnega tovarištva in se približujejo sorodstvenemu razmerju. Govorim seveda o best friendih, bestičih in besticah, o BFF-ih. Gre za najboljšega prijatelja ali prijateljico, ki mu lahko zaupaš vse in za katerega bi tudi ti brezpogojno naredil vse. In ko rečem vse, mislim vse. Vse. Če gre za prijatelja, je to brat. Brat ni nujno tvoj brat. Med vama ni krvnega sorodstva, nimata skupnih staršev, sta samo res dobra prijatelja. Običajno je on tvoj brother from another mother. Lahko pa, da gre tudi za isto mater, ampak to tukaj ni važno. Anglosaksonski ekvivalent temu je izraz bro, kar je okrajšava za brother. Besede ne smemo pravilno artikulirati, ob izgovorjavi pa nam mora rahlo zavibrirati prsni koš. S tem tudi fizično občutimo prijateljsko naklonjenost do osebe, ki ji pravimo bro. Za prijateljico pa je zadnje čase izjemno popularen izraz sekica. Izraz izhaja iz srbščine in je v vseh pomenih enak izrazu brat, z eno majhno razliko. V primeru, če med dvema ali več sekicami pride do problema, ki ga ne morejo same rešiti, se v razmerje vmeša vrhovna seka, Seka Aleksić. Ona pa naredi red, ali pa koncert, pa zrihta stvari. Od prijateljstva pa se počasi premikamo proti neprijateljem z rahlim ovinkom v svet obupanih. Govorim o simpih. Simp je nesramen izraz za osebo, ki ne razume, da se je znašla v friendzonu. Simpi so ljudje, ki kljub temu, da jim njihova simpatija ne vrača ljubezni, še vedno vztrajajo v izkazovanju pretirane pozornosti do te osebe. Med najbolj znane slovenske simpe spada France Prešeren, ki je bil uspešno friendzonan s strani Primičeve Julije. Od zasledovalcev pa k frenemijem. Izraz je sestavljen iz besed friend ter enemy. Če bi hoteli ta izraz na silo posloveniti, bi lahko združili besedi sovražnik in prijatelj, da bi dobili besedo prijažnik. Frenemy opisuje osebo, s katero si sicer prijatelj, kljub temu, da je med vama neko rivalstvo. Tako kot so na primer Harry Styles in jaz. Ne vem sicer, če Harry ve, da so midva frenemija, pa skoraj sigurno ne ve, kje je Slovenija. Ampak mene to ne bo ustavilo. On je moj prijažnik. Zadnji na seznamu neprijateljev pa je arch enemy oziroma smrtni sovražnik. Izraz se običajno uporablja pri stripovskih superjunakih ali pa pri ljudeh, ki obožujejo dramo. Zakaj ne morem nehati peti Watermelon Sugar High? Harry! To je to.